Eni se poznamo, eni nas boste spoznali šele zdaj. V Grosuplju smo že 30 let, imenujemo se Plesno mesto. Slišali ste za odlične grosupeljske plesalce, ki so včasih tudi posegali v sam svetovni vrh v akrobatskem rock'n'rollu. Danes pa imamo tudi druge plesne zvrsti, ne samo rock'n'roll, in delujemo v vseh grosupeljskih vrtcih, nekaj naštejem: Kekec, Tinkara, Rožle, Pastirček, Pika in pa osnovna šola Luisa Adamiča. Tisti, ki pa potem, ko malo že zrastejo, pa nadaljujejo plesno pot kar v Ljubljani v Plesnem mestu. No, v Grosuplju smo imeli odlične plesalce rock'n'rolla vrsto let, nekateri so zdaj že očki in mamice in otroci, jasno seveda spet veselo plešejo ali pa se ukvarjajo s kakšnim drugim športom. Otroci v Plesnem mestu plešejo lahko rock'n'roll, hip-hop, disco, jazz, predvsem pa v vrtcih plešejo otroške koreografije. Verjetno vsi poznate, oziroma vsaj mnogi med vami, Anito Viktorič, ki je pravzaprav začela z plesnimi koraki v Grosuplju. Ja, živijo. Najprej vsem en lep pozdrav. Tlele na tem plakatku vidite 30 let, tako da hvala lepa Grosuplju, tukaj je naša zibelka, tukaj smo začeli. Naj pa povem, kako so izgledali začetki. Tako da sem prišla z avtobusom v Grosuplje, v ta vrtec, in sem rekla: a imate pri vas ples? Pa so rekli: ja, nimamo. Sem rekla: jaz pa to počnem, a bi lahko to počela pri vas? Pa je rekla: no pa daj. Ne vem, če bi sploh povedala, koliko sem bila takrat stara. Malo, tako da nisem imela še izpita za avto, ampak bila sem pa polnoletna. Tako da naj povem, da sem z veseljem celo leto hodila v Grosuplje z avtobusom, ne s tem nahrbtnikom, ampak z enim vijoličnim. Not sem imela radio na kasete, ker smo mogli pol vsako pesemco prevrtavati. Takrat ni bilo nobenega problema, da so otroci ali pa starši počakali, da sem jaz prevrtela tisto. Jaz verjamem, da so mogoče tlele mamice, pa tudi kakšen očka, ker sem jih jaz učila plesati. To mi je še posebno veselje, če ste pripeljali zdaj tudi svoje otroke.